Kožni rak je najpogostejši rak pri ljudeh. Obstaja več vrst kožnega raka, ki se razlikujejo glede na vrsto celic. Najnevarnejši je maligni melanom, ki obsega 75% vseh kožnih rakov in se lahko razširi po vsem telesu. V Sloveniji za njim vsako leto oboli okoli 600 ljudi. Lahko različen izgled, različne mi pravimo temu klinične slike ali pa pojavne oblike, lahko raste kot ena bunkica, lahko pa kot ena ranica, ki ne celi, da se ponavadi pojavi na koži, ki je predhodno zdrava, torej na videz nespremenjena. Poleg tega se največkrat, kot smo rekli, pojavi na soncu izpostavljenih delih, posebej tam, kjer je koža tanka, recimo okrog oči, uhelj, vrat, čelo. Praktično se ne zgodi, da bi zaseval. Druga vrsta kožnega raka, ki se pa tudi pojavlja pretežno na soncu izpostavljenih delih, čeprav tudi na sluznicah, velikokrat je pa vendarle na plešastem lasišču, recimo, ta je pa malo bolj problematičen, ker lahko zaseva, to je redko, ampak lahko pa se zgodi. Najprej se nekaj pojavi, ena sprememba, ta lahko traja tudi 10 let. Časa je ponavadi veliko, da lahko spoznamo ta karcinom tega raka že v fazi predstopne in ga zelo uspešno zdravimo. Maligni melanom v Sloveniji, tako kot po Evropi in po svetu, zelo hitro narašča. Recimo, če se je nekdo rodil leta 1900, je mu več, približno 1 proti 1300 možnost, da bo zbolel. Nekdo, ki se je rodil leta 2000, 100 leta kasneje, pa 1 proti 60. Če je torej odkrit ta melanom zgodaj, potem je tudi ozdravljenje, lahko rečem, zelo blizu 100%. Če pa ga zamudimo, potem pa lahko postane problem in tam je pa še vedno, čeprav je zdravljenje predvsem tudi napredovalih rakov, kar izvajajo na Onkološkem inštitutu, zelo napredovalo, je vendarle smrtnost visoka. Če pa je ta melanom recimo debelejši od 4 mm, poudarjam, lahko je tudi velik, pa ni debel v debelini, potem je pa recimo že možnost zasevanja kar velika, 20–30%. Na nastanek kožnega raka vpliva več dejavnikov. Dejavniki tveganja za te epitelne tumorje kože so predvsem, bi rekel, sončni žarki. Po drugi strani je res, da so seveda tudi drugi dejavniki, to so pa starost, tip kože, potem okoljski dejavniki, v redkih primerih so lahko tudi to kakšna zdravila, recimo obsevanje z rentgenskimi žarki pri določenih poklicih. Včasih so bili tudi arzen pa katran. Sicer so pa seveda tako zvani drugi, notranji, človeku lastni dejavniki, ki so pa seveda izjemno pomembni, na njih pa ne moremo vplivati. Predvsem recimo tip polti, svetlopolti, svetlooki, posebno rdečelasi, pegasti ljudje, ki jih na soncu hitro opeče. To so skupina ljudi, ki zelo, zelo zgodaj in pogosto oboleva za kožnim rakom. Imamo zapis, ko se rodimo, imamo že zapis, ali smo nagnjeni k temu raku ali ne. Poleg tega je spet seveda svetla polt, tudi izpostavljanje soncu, ampak drugače, ne recimo neka doza, ki se nabira čez celo življenje, ampak izgleda, da bolj opekline sončne in še posebej, če so te opekline pridobljene v otroštvu in zgodnji odrasli dobi ali pa najstniški dobi. Ključnega pomena je, da si redno pregledujemo kožo in smo pozorni na spremembe kožnih znamenj. Pri tem nam je v pomoč skala ABCDE. In tule imamo eno tako ABCDE skalo, ki jo vsako leto ponavljam. A je asimetrija, B je borders, omejitev, C pomeni colors ali večbarvnost znamenja, D je diameter, premer več kot 6 mm. Torej,
In pa E je pa evolution, razvoj, da se znamenje povečuje in spreminja. Če neko znamenje postane v enem letu recimo veliko 6-7 mm, potem pa je prav, da nam nekaj zazvončkla in da obiščemo zdravnika. Dermatolog sumljiva kožna znamenja pregleda in se nato odloči za morebitne nadaljnje postopke. Najprej iščemo eno znamenje, ki je drugačno kot druga. Ker nekdo nima, če imaš 200 znamen, nimaš 30 melanomov, ampak imaš enega, recimo, ali pa mogoče dva. In tukaj ta dva sta pa drugačna. Temu rečemo, da iščemo grdega račka med znamenji. Nekaj je, kar je drugače. Večji je, bolj črn je. Znamenje praviloma izrežemo. Če je sum na melanom, ga izrežemo. Tam so tudi druge možne terapije, od nekih lokalnih pripravkov do zmrzovanja. Strokovnjak, patolog, povejo, ali je ta zadeva melanom ali je znamenje. Če je melanom, pa tudi povejo, koliko je debel, koliko ima noter enih delitev celic, koliko se vede agresivno. Ali je izrezanje dovolj, ali samo razširimo še malo mesto, ali pa gremo naprej in se išče tudi morda, če ni že kam kakšna celica odpotovala, to pa iščemo nekako najbližjo bezgavko, kajti po navadi zaseva ali pa potuje celica po nekem limfnem, po neki mezgovnici, temu so limfne žile, v bezgavko, in tisto poiščemo, kjer je najbližja, jo pogledamo, in če tam ni bilo celic melanoma, je zelo verjetno, da čeprav je bil recimo ta melanom bolj debel, ne bo nič za pacienta neprijetnega, hudega, usodnega se zgodilo. Danes med dejavniki tveganja za nastanek kožnega raka veliko poudarjamo prekomerno izpostavljenost sončnemu sevanju. Sonce sigurno je za kožo agresor, vendar pa naša genetski ustroj, mi smo pa tisti, ki je to pomembnejše kot sonce, razumete? Zdaj, če bi rekel, mi imamo velikokrat tudi melanome, recimo nekje na stegnu, ki ni sonca, pa zelo malke jih imamo recimo na čelu ali pa na hrbtišču rok, so najbolj na soncu. Torej, treba je povedati, da mi sonce poudarjamo zato tako, ker je to edini dejavnik v resnici, na katerega mi svojim vedenjem in ravnanjem lahko vplivamo. Nesporno so visoki zaščitni faktorji, delno nas zaščitijo, ampak to ni tako, da se boš ti namazal, pa boš pa na soncu kar brez skrbi. Kajti ta zaščitni faktorji nas v glavnem ščitijo pred opeklinami. Opekline, sem rekel, so pomembne, niso pa edino, Mi imamo tudi žarke, ki grejo mimo teh zaščitnih faktorjev, ki povzročajo neko drugo škodo, ne pa opekline v koži, recimo nemir v molekulah in v celicah, ki je tudi za celico lahko zelo usoden in tudi lahko lastnosti celice spremeni. Poletje je čas brezskrbnega uživanja v lepih in vročih sončnih dneh. Pazimo nase in svojo kožo zaščitimo pred morebitno pretirano izpostavljenostjo škodljivim UV-žarkom in opeklinami, in sicer morda najbolje tako, da se v hudi pripeki po možnosti umaknemo v senco.